Od minulega petka je v Mariboru znova vse v znamenju najstarejše prebivalke mesta. Poteka namreč že 14. festival Stare trte. Ta bo svoj vrhunec doživel to nedeljo s trgatvijo modre kavčine na Lentu. No, več o celotedenskem dogajanju pa z direktorico Mariborskega zavoda za turizem Janjo Viher. Janja, dobro jutro. Dobro jutro. In pa mariborskim mestnim viničarjem in pa gospodarjem Stare trte, našim kolegom Stanetom Kocutarjem. Stano, dobro jutro tudi tebi. Dobro jutro. Janja, najprej vprašanje, kaj vse prinaša 14. festival Stare trte? Dogodkov je ogromno, tako da morda samo kakšen poudarek ali dva. Ja, res je, dogodkov je ogromno, morda res izpostavimo tiste najpomembnejše. Seveda, začeli smo festival z soncem nad Mariborskim centrom in s tem tudi seveda lepo napoved za jesenske dni, ki obetajo veliko dogodkov, kar nekaj se jih je že zvrstilo v teh dneh, vse od sobote, ko smo imeli 30. splavarski krst, krstili najmlajšega splavara v našem mestu in potem nadaljevali zgodbo vse skozi dneve, nedeljo kolesarski izlet, v ponedeljek, torek pohodi po vinorodnih okoliših Maribora, vse do Meranovega, na Košaških lip in še kam drugam. Seveda večeri v hiši Stare trte z posebnim utripom, seveda ob naši lepotici, ki ima čudovito obarvane grozdje že v tem času. In pa seveda danes nekako, ko imamo nekje sredi tedna, moramo reči z velikim koncertom Big Banga RTV Slovenija ob 18. uri na trgu Leona Štukla v počastitev 850-letnice prve omembe Maribora. Seveda moram poudariti, da je koncert brezplačen, zato vsi vljudno vabljeni na naš glavni trg mesta, to se pravi, kot nekateri rečejo, dnevno sobo Maribora. Tudi vinsko kulinarično doživetje v hiši Stare trte ob 18. uri. Vmes imamo še kar nekaj dogodkov, danes povezujemo se tudi z drugimi mesti. Danes moram reči, da tako podpisujemo pismo o nameri o sodelovanju z občino Izola oziroma z turistično organizacijo iz Izole in pa tudi Makarsko, tako da nekako želimo približati morje Štajerski, da to navezavo naredimo še boljšo. Potem pa jutri cel dan dogodki na trgu Leona Štuklja, imamo več kot 25 različnih ponudnikov, predstavljajo se turistična društva, različni mesno-predelovalni ponudniki, mislim, da jih bo več kot 7, in pa ostala ponudba v paviljonu z vinsko zgodbo naše destinacije. V petek dan čebelarjev, čebelice imajo vedno prostor v času festivala Stare trte, tako da ves petek je namenjen čebelarstvu in pa seveda v paviljonu različne penine in medice, tako da bo ta dan zastavljen tako. Skozi seveda spremljamo z kulturnim programom različnih glasbenih izvajalcev, tako od Edvina Flisarja, Žute ose, do akademske skupine Študent. In pa v soboto, ko nekako na trgu Leona Štuklja tudi zaključujemo zgodbo 14. festivala Stare trte z kuhanjem v kotličkih. Do sedaj imamo preko 15 prijavljenih udeležencev, tako da mislim, da bo ponudba kar zanimiva in pestra. Tudi z kulturnim programom igrali bodo Gamaj in pa je Bela cesta. In pa seveda potem sama nedelja, ki prinaša stvari, ki bo več povedal potem Stane. Morda vidimo dogajanje pred najstarejšo gospo v mestu. V kakšnem stanju, v kakšnem počutju je Stara trta letos, ko ni bilo poletje ravno takšno, kot smo ga bili morda vajeni v zadnjih letih, oziroma kot ga je bila tudi starka vajena v zadnjih letih? No, to poletje je res poletje svojih značilnosti, drugačno od tistih, kot smo jih bili vajeni, ampak naša najstarejša trta na Lentu je v svojih 400 letih preživela že tudi veliko takega in je utrjena, ne glede na to, kaj vreme ponuja. In moram reči, da se je spet izkazala zaradi tega, ker je grozdje povsem normalno dozorelo, ni bilo nekih težav, razen mora biti tam konec junija s točo, ki je malce oklestila. Tako da je pripravljena na trgatev resnično tudi eden izmed grozdov žametne črnine, ne sicer z najstarejše trte, je tukaj na ogled. In trta je v
izjemni kondiciji, težko bi karkoli učitali, njena vitalnost je na višku, za njo seveda tudi skrbimo, zelo uravnavamo rast in rodnost, torej ne pričakujemo veliko od nje, kar se pridelka tiče, pričakujemo pa, da bo dolgo živela še. Tako. Dve osrednji prizorišči lahko rečemo v sklopu samega festivala Stare trte. Eno je hiša Stare trte, ki je sicer le temu namenjena celotno leto, drugo je trg Leona Štuklja. Se ljudje udeležujejo različnih prireditev, dogodkov, degustacij, ki potekajo na obeh lokacijah. Konec konca ravno ta teden nam je tudi vreme zelo naklonjeno za to vrstno početje. Ja, vreme je dejansko zelo dobro naklonjeno celotnemu festivalu. Moram reči, da za tem prehodom iz 2-3 dnevnega festivala na dobesedno 10-dnevni festival želimo nekako spodbuditi to ponudbo tudi ostalim, da se odločijo, da v tem času naredijo nekaj več v svoji ponudbi, da lahko združujemo in da s tem tudi privabimo turiste, ne samo, da je to praznik nas, lokalnega prebivalstva. In moram reči, da odzivi so zelo pozitivni. Zdaj v hiši Stare trte imamo že kar veliko stalnih gostov, ampak za temi tematskimi večeri, ki jih imamo, od predstavitve čeških vin, potopisno predavanje o švicarskih vinorodnih okoljih, potem francoska vina, francoska kulinarika. To je vse to, kar povezuje v bistvu vino in kulinarika nekako v času festivala Stare trte, imata nek svoj pečat. V zgodbo smo vključili tudi seveda gostince v centru mesta, letos prvič 14 ponudnikov, ki ponujajo zelo zanimive za trto primerne menije in mislim, da so to neke nove zadeve, ki pa bi morale v mestu trajati tudi po času festivala. V tem kulinaričnem delu bomo še kakšno rekli, prav tako v trgatvi Stare trte, še prej pa je čas tudi, da si privoščimo nagradno igro. Profesor Abecednik ima tudi za nas danes novo nalogo. Če jo boste uspeli rešiti, počaka na vas bon za McDonald's. 090 93 60 32 je naša telefonska številka oziroma telefonska številka profesorja Abecednika. Danes nas sprašuje po besedi močno povezani s trgatvijo. Natančneje gre za visoko leseno posodo, navadno za grozdje. Katera beseda je to, bomo poskušali odkriti. Najbolje, da potrkamo kar na okno profesorju Abecedniku in preverimo po besedi. Črka T kot Trbovlje je v besedi 6 črkami že dana. In lep pozdrav, nekdo je že z nami. Dobro jutro. Dobro jutro, vaše ime? Danica. Danica, katero črko dajete na voljo? Kaj iščemo? Iščemo besedo močno povezano s trgatvijo, v bistvu gre za visoko leseno posodo za grozdje. Posodo za grozdje. Tako. Asociacija je lahko na hrbtnik. Lahko tudi kot nahrbtnik za grozdje. Aha, kot nahrbtnik. Tako pravi mestni viničar in gospodar Stare trte. Katero črko? Samo 24 jih je še? A. A kot Ankaran, kaj pravi profesor Abecednik na črko A? Mega. Bo. Je. Katera je naslednja črka? Beseda se končuje na ta, ne? Ja. Ja, na ta. Ja, kako se že reče? Nosi se na hrbtu, lesena je. Lesena, na hrbtu se nosi. Ja. Ja, kako se že? Tisti, ki trgajo grozdje, vanjo vsujejo tisto, kar so nabrali. Hitro naslednjo črko. 23 jih je še v slovenski abecedi. M. Katero? B. B. B kot bok. In kaj pravi profesor Abecednik na črko B? Pravi, da je v tej besedi. Boste ugibali že? Bo šlo? Ne. Bomo dali možnost komu drugemu. Še M je tudi. M kot Maribor. Ne, žal te črke ni. Lep pozdrav in več sreče prihodnjič. 090 93 60 32 in lep pozdrav, kdo je z nami? Halo, halo. Hvala. Se slišimo? Ja. Izvolite.
Dober dan, kaj je Brenta? Brenta, tako, to je pravilno odgovor. Brento smo iskali. Čestitke, bon za McDonald's je torej vaš, dober tek vam želim. Čisto na hitro, naš čas je sicer že iztekel, letos tudi bogata kulinarična ponudba, pa vendarle bomo zaključili s trgatvijo. To nedeljo ob 11. bo šlo zares. Zares, to je vsekakor najbolj slovesen dogodek vsega, kar se skozi celotno leto dogaja okoli najstarejše trte. Malce pred 11. uro bodo prispeli brači iz Malečnika, ki že skoraj 30 let opravljajo to delo. Potem bomo, kot vedno, ob zabavnem in kulturnem programu najprej obrali najstarejšo trto, ločili njeno grozdje, ga zmleli, dali v Brento in potem v mlin. Kasneje še obe leta 87 posajeni potomki spet to grozdje ločili, ga kasneje predali Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, kjer delajo dobro vino. Vino, tako je. Tako, vabljeni torej, če ne prej, to nedeljo od 11. ure dalje na Mariborski Lent pred hišo Stare trte, sicer pa po celem Mariboru se marsikaj dogaja, tako da izgovorov praktično ni, da človek v teh dneh ne pride v Štajersko prestolnico. Uspešno še naprej, starki bomo zaželeli še na mnoga uspešna leta, vam uspešno trgatev in naj bo dobra letina kljub nekoliko slabšemu vremenu.